Spoštovani gospod minister za obrambo, magister Borut Sajovic, spoštovani gospod župan občine Pivka, gospod Robert Smrdelj, spoštovani poslanec Državnega zbora in predsednik odbora za obrambo, dr. Martin Premk, spoštovana gospa direktorica Urada vlade za komuniciranje, gospa Petra Bezjak-Cirman, spoštovani poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, gospod Srečko Šestan, spoštovani generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje, gospod Leon Behin, spoštovani generalni direktor Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino, magister Matjaž Ravbar, spoštovani predsednik Gasilske zveze Slovenije, gospod Janko Cerkvenik, spoštovani namestnik poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske, polkovnik Igor Šepec, spoštovani poveljnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko, gospod Sandi Curk, cenjeni pripadniki gasilcev, vseh struktur civilne zaščite, dragi obiskovalci, lepo pozdravljeni v imenu ekipe Parka vojaške zgodovine v tem lepem pomladnem popoldnevu. Slovenijo je v zadnjih letih prizadelo več hudih katastrof. Spomnimo se samo žleda leta 2014, epidemije koronavirusa v letih 2020 in 2021, obsežnega požara na Krasu leta 2022 ali pa največjih poplav v naši zgodovini leta 2023. Katastrofe so se tako ali drugače dotaknile vsakega od nas in nas kot državo, kot narod trajno zaznamovale. A prav tako so nas v tistih težkih trenutkih zaznamovali občutki ponosa in trdnega zaupanja v sistem civilne zaščite, v srčnost in strokovnost vseh, ki so se borili za rešitev življenj in premoženja svojih sodržavljanov. Pa ne gre le za katastrofe, najrazličnejše nesreče se dogajajo vsak dan, v vsakdanjem življenju, na delovnih mestih, na cestah, v gorah, v jamah. Razstava, ki jo bomo danes odprli, ni dokumentarna, ampak fotografska. Razstava tako ne ponuja celovitega pregleda nad sistemom civilne zaščite, ampak skuša obiskovalca prek fotografskega objektiva opozoriti na njegovo vlogo in pomen. Razstava bo tako na tejle najbolj obiskani muzejski lokaciji v Republiki Sloveniji celo leto postavljena v spomin in opomin, pa tudi v zahvalo vsem, ki v težkih trenutkih skrbijo za naša življenja in premoženje. Civilni zaščiti Republike Slovenije že 13. leto poveljuje Srečko Šestan. Ob vseh prej naštetih katastrofah smo ga srečevali na samih prizoriščih, kjer je organiziral reševanja in usmerjal pomoč, v medijskih nastopih pa opozarjal, svaril, pa tudi hrabril in tolažil. Gospod Šestan, v čast mi je, da vas lahko povabim k nagovoru. En lep pozdrav. Seveda najprej pozdrav mojim, bom rekel, silam, če uporabim ta izraz iz Slovenske vojske. Najštevilčnejšim sem seveda gasilcem in sem prav vesel, da je ta dogodek združen tudi z enim vašim dogodkom, da vas je tukaj videti, ker smo vam tudi z Janko tam, ki se mu moram res zahvaliti za idejo, za organizacijo, za spodbujanje, pripravila večino tega, seveda s vsemi drugimi, ki jih bom še omenil, in smo vam namenili največ. Pomeni 2 popolna kubusa,
seveda pa tudi pri drugih nesrečah gasilcev ne manjka. S tem ne mislim nič omalovaževati od ostalih struktur, ki so tudi pomembne, in tudi ostale strukture, kar je bilo le mogoče v teh 40 slikah pokazati, smo, jaz verjamem, pokazali. Verjetno smo kakšnega izpustili in se opravičujem že v samem začetku, ampak namen je bil dober in jaz verjamem, da bo ta, bom rekel, razstava tukaj prinesla še dodaten plus ljudem, da bodo še bolj razumeli oziroma spoštovali to, kar vsi skupaj vi in jaz z vami delamo že dolga leta nekateri. Kot sem že rekel, najbolj hvala Jankotu, pa seveda vsem ostalim. Ukom je bil že omenjen in tukaj bi se zahvalil tudi Petri, že mislim, da drugič v kratkem času in zdaj bo teh zahval malo preveč, ampak resnično, hvala lepa ne samo zato, da so financirali to, kot mi je Janko povedal, ampak tudi zato, da so postavili postavitev, printali in podobne stvari. Z Jankotom smo pa izbrala fotografije iz enega nabora, jaz jih nisem štel, Janko, verjamem, da tudi ti ne. Verjamem, da enih 300, 400 ali pa morda še več fotografij. In se zahvaljujem v tem primeru tudi vsem tistim, ki so fotografije večinoma dali, bom rekel, brezplačno, seveda nekaterim smo mogli pa, ali pa so mogli dati neko nadoknado, ki ni zelo velika in tudi tem seveda iskrena hvala. Na teh kubusih, kot sem rekel, gasilerija, potem so druge reševalne sestavi, potem smo pa 4 kubuse namenili posameznim velikim nesrečam, ki jih je Janko omenil. Mislim, da je pozabil še, ali pa nameroma preskočil, so še migracije tle predstavljene. Migracije si jaz jemljem kot eno najtežjih preizkušenj v moji tisti 13-letni zgodovini, kot je omenil Janko, no ni še 13, ampak bo 13, upamo, da bom dočakal tudi ta 13, ki bo enkrat junija meseca, ampak ne glede na to, kot sem rekel, hvala avtorjem, hvala pa tudi Jerici iz naše službe za komuniciranje, tisti, ki ste v našem sistemu jo poznate, ki je pomagala, vznosno je polektorirala podnapise in sugerirala tudi kakšno spremembo. Tako da jaz mislim, da bo ta razstava en lepa, tudi nam vsem skupaj, tako z leve kot desne, vsem skupaj nam en spomin na vse, kar smo preživeli v teh zadnjih 10 letih in da bo tudi, bom rekel, en tak opogum za naprej. Hvala lepa. Hvala, gospod Šestan. Razstava je nastala v plodovitem sodelovanju z Uradom Vlade za komuniciranje. Skupaj smo na tem mestu slovenski in tuji javnosti predstavili že kar nekaj pomembnih tem. Na oder tako vabim direktorico urada, gospod Petro Bezjak-Cirman, in jo prosim za kratek nagovor. Razstava, ki je pred nami, ni le zbirka fotografij, ampak je predvsem zgodba o posameznikih, ki so se v trenutkih, ko je bilo najtežje, odločili pomagati. Ne sebi in svojim, ampak predvsem drugim. Je zgodba o srčnosti, strokovnosti in sodelovanju. Civilna zaščita je kompleksen sistem, ki združuje številne sestave in prav vsak od njih ima pomembno vlogo pri zaščiti in reševanju. Prvi v boju proti požarom in nesrečam so gasilci. Največja in najbolj organizirana sila v sistemu. Njihova predanost in usposobljenost omogočata hitro in učinkovito odzivanje na požare, poplave in druge nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči se vsak dan znova v najbolj kritičnih trenutkih borijo za naša življenja. Njihov hitri odziv in nesebična pomoč sta neprecenljiva, čeprav pri tem pogosto tvegajo svoja življenja. Ob naravnih nesrečah, kot so potresi, poplave, zemeljski plazovi, so nepogrešljivi tudi pripadniki Slovenske vojske in policije. Z logistično podporo, helikopterskim reševanjem in zagotavljanjem varnosti prispevajo k hitremu in učinkovitemu obvladovanju kriznih razmer. Gorski in jamski reševalci delujejo tam, kjer drugi ne moremo. Na zahtevnem terenu v gorah in v podzemnih jamah rešujejo življenja s pogumom, z vrhunskim znanjem in opremo. Prav tako pomembni so potapljači, ki se podajo v globine rek, jezer in morja. In ko je treba iskati pogrešane in reševati ujete, so tam. Čeprav živimo v miru, so tudi enote za zaščito pred nevarnimi snovmi ter enote za razminiranje pogosto klicane na teren, da zaščitijo prebivalce pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi in drugimi nevarnostmi, ki bi lahko ogrozile naše življenje in okolje. Ko narava pokaže svojo moč ali se zgodi nesreča,
se lahko vedno zanesemo na te pogumne posameznike in skupine. Razstava, ki jo danes odpiramo, je zato poklon vsem, ki so del sistema civilne zaščite. Pokažimo jim naše spoštovanje tako, da se vsak dan znova odločimo za solidarnost in pomoč sočloveku. Hvala. Hvala glasbenikom, hvala gospa direktorica. Posebno čast nam je, da je danes z nami minister za obrambo Republike Slovenije, magister Borut Sajovic. Gospod minister, vljudno vas vabim k slavnostnemu nagovoru. Hvala lepa, vsem skupaj prijazen dober dan. Tamle sem videl na prvem panoju eno čudovito sliko, nikoli še take, ko vidiš naš morje, mesto, mislim, da je Piran in Triglav obenem, ne. In povem vam eno misel, domovina, ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ki jo je trosil od shoda proti zahodu. Šel je čez silne pokrajine, pa se ni uzrl nanje. Neme in puste leže tam in nemo strme proti nebu svojimi slepimi očmi. Nazadnje mu je ostalo polno prgišče lepote. Razsujo je na vse 4 strani neba, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, od Triglava pa do Gorjancev. In je rekel, tod bodo živeli veseli ljudje. Njih jezik bo pesem in njih pesem bo vriskanje. Kakor je rekel, se je zgodilo, Božja setu je pognala kav in je rodila. Zatorej pozdravljena bodi prelepa naša Slovenija. To že dolgo nazaj Ivan Cankar v Kurentu. Kaj hočem povedati s temi verzi? Poglejte okrog sebe, vsak dan, kjerkoli smo doma, in spoštujmo našo domovino in te čudovite kraje, ki so nič drugega kot pa naš ponosen dom. Če se pogledamo, zelo smo si različni, po postavah, po prepričanjih, po teh in drugačnih opredelitvah. Ampak, kadar gre za obrambo, varnost, zaščito, domovino, kadar gre za našo Slovenijo, takrat sem pa prepričan, da imamo in zmoremo imeti vse eno samo, rekel, dobroto, delovnost, pozornost in pa pripadnost. In točno o tej zgodbi govori ta čudovita razstava. Na razstavo me je povabil
poveljnik Srečko, ker sem tudi gasilc, se seveda poveljniku ne ugovarja, se uboga, greš, prideš in to z velikim veseljem, navdušenim in pa ponosom. Tale razstava sporoča in govori marsikaj. Najprej, da vsi, ki smo v sistemu zaščite in reševanja in imamo izjemno podporo naših državljank in državljanov, da smo za to državo dragoceni. Varujemo življenja, ljudi, premoženje. Zatorej iz tega mesta res iskrena hvala vsem za vsako vašo uro, ki jo preživite na izobraževanjih, na vajah in tudi na reševalni akciji. Pred nami je ešalon naših gasilk in gasilcev. Hvala lepa, predsednik in poveljnik, ker sta z nami, veliko nam pomeni. Oni delajo, vadijo vsak dan. Statistika našo številčnost ocenjuje že številkam, ki so blizu 200 tisočice, 1341 gasilskih društev, potem pa z nami v bokih in reševanju, kadarkoli je potrebno, gorska reševalna, jamarji, potapljači, kinologi, vezisti, policisti, vojaki, rezervisti in ne nazadnje tudi ljudje. Danes smo imeli na Brdu analizo vaje Odpornost 24, na izjemne razmere smo solidno pripravljeni, vendar pa ne tako, da ne bilo te še treba vaditi, se opremljati, združevati. Dobro smo opremljeni, še boljš bomo, tudi po zaslugi ukrepov Uprave za zaščito in reševanje. Tamle vidimo prve slike air traktorjev, 4 imamo, letalska enota, zdaj hodi po občinah, ki imajo poplavno ogroženost, komisija, že razdelujemo in peljemo postopke za 40 poplavnih kamionov, 164 kontejnerjev in kar še nekaj tehnike. V pripravi so tudi razpisi, zato da bojo sistemi delovali tako, kot je treba. Ampak ključno smo pa še zmeraj ljudje, naše povezave, prijateljstvo, sodelovanje in zato je to sporočilo na teh čudovitih panojih in pa plakatih. Hvala lepa vsem fotografom. Fotograf ima neko čudežno moč, da nek hipec, stotinko, tisočinke sekunde, ki jo mi shranimo v glav, pa relativno hitro pozabimo, ohrani zavedno. In to je tisto, kar je treba ceniti in pa spoštovati. Tale lokacija in pa zgodba, spoštovani gospod župan, spoštovani direktor, govori še kaj več. To je najbolj obiskana muzejska zbirka v državi. To pomeni na nek način, da je tudi to, kar je bila včasih nekdanja kasarna, vojaški objekt, da je zdaj, kot je moderno, v sistemu dvojne rabe. Predvsem pa mi je kot ministru še bolj pomembno to, da nas to zanima. Kako se je ta sistem razvijal, kako je rasel, kako smo se opremljali stoletje nazaj in pa kako danes. Bil sem tle z vnuki slabo leto nazaj, vsi so bili breko navdušeni. Tako da čestitke za ta projekt, ki ima veliko podporo na eni strani stroke, na drugi strani pa tudi lokalne skupnost. Ne obljubljam milijonov, ampak obljubljam pa iskreno sodelovanje, da ta zgodba, ki je, da zrase še naprej. Hvala lepa vsem, ki ste tle, pridružujem se pozdravu direktorja, čestitam za dobro delo in pa oglejmo si to, odnesmo to domov, spodbudimo sinove, vnuke, da se pridružijo vrstam reševalk in reševalcev,
predvsem jih pa vsak dan in vsakič vzgajajmo v duhu, da smo samo in najprej Slovenke in Slovenci in to je tisto, kar je najpomembnejše, kar nas druži in pa povezuje. Še enkrat hvala lepa iskrena vsem, tudi tebi Petra za sodelovanje, za pomoč vsem imenovanim in pa neimenovanim res. Iskrena hvala na pomoč. Hvala lepa, gospod minister. Minister Borut Sajovic bo zdaj prerezal trak in s tem formalno odprl razstavo. Dovolite pa mi, da se predtem še zahvalim vsem, ki ste pripomogli k njeni postavitvi. Si bom dal kar očala, da ne pozabim pri zahvalah. Najprej hvala poveljniku civilne zaščite, gospodu Srečku Šestanu, ki je takoj podprl idejo za postavitev razstave. Pa ne samo to, aktivno se je vključil v iskanje primernih fotografij ter napisal uvodni tekst in podnapisek fotografijam. Hvala Uradu Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, ki v našem muzeju prepoznava kredibilnega partnerja in našo lokacijo kot zanimivo za predstavitev nacionalno pomembnih tem. Hvala Direktoratu za vojaško dediščino oziroma Ministrstvu za obrambo za podporo temu projektu. Lepa hvala Andreji Požar-Vadnjal za izbor fotografij, dogovor z avtorji in sploh koordinacijo celega projekta. Iskrena hvala Ireni Kogoj iz UKOM-a za oblikovanje razstave in sploh vso pomoč. Hvala vsem avtorjem fotografij, ki so, ne vedno brez nevarnosti, s fotoaparatom zabeležili dogajanje ob naravnih in drugih nesrečah. Hvala sodelavcem, tehnični ekipi Parka vojaške zgodovine za postavitev razstave. Hvala Tinetu Verbiču za prevod, Niki Česnik in Matiji Kristanu pa za skrben jezikovni pregled. Prisrčna hvala tudi kvintetu Orkestra Slovenske vojske, da so nam z glasbo olepšali tole slovesnost. Po prerezu traku se bomo sprehodili po razstavi, potem pa smo povabljeni, da na terasi kantine nazdravimo novi razstavi, pa tudi vsem, ki se v okviru sistema civilne zaščite trudijo za našo varnost in lepši vsakdan. Na mnoga leta. Hvala vsem, da ste prišli, želim vam lep preostanek dneva. Zaščita in reševanje je skupinski šport.